Lepo pozdravljeni. Danes se bomo podali na eno prav posebno potovanje. Potovanje v prihodnost. Skupaj bomo poskusili ugotoviti, kako bi lahko izgledal en sam dan v letu 2090 in to na podlagi enega res fascinantnega vizionarskega zapisa. Vprašanje, ki nas bo vodilo, je na videz čisto preprosto, ampak odpira cel svet možnosti. Torej, kako bi bil videti en čisto običajen dan tam nekje v letu 2090? No, vsak dan se začne zjutraj s prebujanjem in naše se začne v enem, recimo mu izjemno osebnem in resnično visokotehnološkem okolju. Pa si postavimo sceno. Leto je 2090. Smo v Ljubljani. In to ne kjerkoli, ampak v stanovanju z imenem The Skyloft v, kar 312. nadstropju. Ampak The Skyloft ni samo stanovanje. Opisano je kot nekakšen živi organizem. Budilke tukaj ni. Zbudi nas pametni stekleni strop, ki se kar naenkrat razjasni in odpre pogled na pravo pravcato mlečno cesto. Kako? Ker stolp sega tako visoko, da prebada ozonski sloj. Neverjetno. Celoten ta ritual prebujanja pa ne poteka kar tako. Vodi ga osebna umetna inteligenca z imenom Arija. In njen glas, ta je opisan kot zanimiva mešanica Scarlett Johansson in spomina na bivše dekle iz leta 2077. Zanimiva izbira. Prvi trenutki dneva so torej polni avtomatizacije in čutnih doživetij. Postelja se sama prilagodi, tla so prijetno topla, narejena iz recikliranega bazalta z Lune. In potem je tu še tista 42 metrov široka steklena stena, ki razkrije pogled, od katerega ti zastane dih. Pogled na celotno megamesto. In ravno s tem pogledom se naša perspektiva razširi. Iz tega osebnega, intimnega prostora se preselimo ven, v ta ogromen, utripajoč svet. Ljubljana ni več tisto majhno mesto, ki ga poznamo. To je zdaj megamesto, ki se raztega vse od Alp pa do Jadrana. Stari zgodovinski deli so elegantno vpeti med nove, v nebo segajoče zgradbe, arkeologije in celo Zmajski most je dobil nadgradnjo. Zmajski most 2000 je zdaj 3 km dolga struktura iz živega biobetona. To pomeni, da se sam popravlja in celo spreminja bavo. Ogromen preskok pa se vidi tudi pri prevozu. Poglejmo tole primerjamo. Leta 2052 je Teslin Model R še vedno deloval na elektriko. Leta 2090 pa Rimac Nevera stratosfera leti na plazmeskih magnetnih oblakih. Poganjajo fuzija Helija-3, ki ga pridobivajo na Luni. In kot pove že ime, brez problema doseže stratosfero. In ravno, ko razmišljamo o vseh teh tehnoloških čudesih, se oglasi Arija, imaš sestanek v Tokiu. Potovanje bo trajalo 29 minut in 43 sekund. In to je trenutek, ko spoznamo Hyperloop, zadnji veliki projekt Elona Muska, ki je potovanja po svetu spremenil v, nekaj skoraj trenutnega. 12.000 km/h, to je hitrost kapsul v teh vakuumskih tunelih globoko pod oceani. To pomeni, da pot od Londona do New Yorka traja manj časa, kot je nekoč trajala vožnja znotraj enega samega mesta. Meje med celinami so praktično izginile. Pa poglejmo nekaj čisto vsakdanjega, kot je jutranja kava. Tudi to je povsem drugače. Klasične kuhinje sploh ni več. Iz stene se elegantno pripelje molekularni tiskalnik hrane. Arija dobi ukaz za kavo in tiskalnik natisne skodelico skupaj s kavo v njej. Kava je mimogrede pridelana na Marsu, skodelica pa je užitna, brez odpadkov, popolnoma po meri. Ko se dan prevesi v noč, se ne spremeni samo svetloba, spremeni se bistvo, sam karakter mesta. Ob 2090, časovni sistem ima zdaj 25 ur na uro, mesto preklopi v poseben način imenovan Night Sky. Vse stavbe postanejo na videz prozorne. In to ustvari en tak skupen, veličasten pogled na zvezdnato nebo. Za milijarde ljudi hkrati. In to nebo potem postane platno za nekaj res spektakularnega. Imenuje se Velika nočna regata. Gre za vsako večerno dirko na tisoče dronov, od majhnih žepnih pa do velikih kot avtobus. Med stolpi ustvarjajo neverjetne, plešoče svetlobne vzorce, prava vizualna poezija. Ampak veste, prava preobrazba se zgodi šele z aktivacijo očal Neuralink FreeGuy 7. Takrat se naša resničnost dobesedno, ampak res dobesedno spremeni v igro.
S tem se družbeni profili in fizični svet popolnoma zlijeta, ljudem nad glavami lebdijo njihove statistike, ime, stopnja, specializacija, cel svet postane ena sama ogromna večigralska igra. Celo avtomobili imajo nad sabo tisto klasično vrstico življenja kot v videoigrah. A dan se s tem še zdaleč ne konča, sledi še zadnje dejanje, vrhunec dneva. Osebno potovanje, ki se iz mesta preseli v neskončnost vesolja. Naš pripovedovalec vstopi v svojo rimac nevero stratosfero. Ta se odpre kot nekakšen cvet in avto ga z glasom, ki spominja na Kristjana von Koniga, vpraša, kam greva. Odgovor je kratek. Enostaven, ampak nosi vso težo tega trenutka in določa končno destinacijo. Na zvezde. In vzpon je bliskovit. V samo 30 sekundah prebijejo ozonski sloj. V 2 minutah so že v nizki zemeljski orbiti. In pogled od tam gor je seveda osupljiv. Zemlja kot modra krogla, ovita v svetlečo pajčevino povezanih megamest. Ampak tam zgoraj ni samote. Mimo letijo druge osebne zvezdne ladje. Naš pripovedovalec vzpostavi stik z znanko, ki jo pozna iz digitalnega sveta iz Metaversa 12. Še en dokaz, kako sta digitalno in fizično življenje postala eno in isto, neločljivo prepletena. In vse to nas pripelje do enega končnega, morda kar malce provokativnega vprašanja, ki nekako povzame celotno bistvo te zgodbe. V svetu, kjer očitno ni več omejitev, kaj je potem sploh še tista ultimativna meja? In besedijo nam ponudi odgovor. Odgovor, ki pusti res močan vtis o prihodnosti in njenih brezmejnih možnosti. Nebo ni bila meja, nebo je bil začetek.